Pozdravljeni v oddaji Ambienti. Upam, da ne živite prehitro in da uspete opaziti, kako nam narava ponuja čedalje več odtenkov zelene. Pomlad čudovito barva in krasi našo okolico, dnevi imajo čedalje daljšo sapo in zdaj je verjetno tisti čas, ko se toliko bolj zavemo, koliko čudovitih ambientov nas obdaja, tudi ko stopimo na plano. No in danes se bomo posvetili tudi kotičkom naše sreče izven štirih sten. Kako pripraviti svoj vrt na dišeče piknike ali na lenobno srkanje hladne pijače v senci. Najprej pa gremo v poseben dom, kjer so meje med zunaj in notri skoraj zabrisane. Hiša, ki se nam nocoj predstavlja prva, je svoje mesto dobila v res dobri družbi, z brezami in bori na dosegu roke ter s pogledom na julice in karavanke. Smo pred očarljivo leseno hišo v Lescah, s katero sta se lastnika želela najprej pokloniti naravi. Zasnovo je narekovala ta čudovita okolica, tako da hiša danes živi dobesedno v objemu z drevesi. V Lescah, tik nad Šobcem, v novem naselju samostojnih enodružinskih hiš, svojo preprostostjo izstopa lesena hiša zlita z okoliško naravo. Tudi skozi najmanjše okno se vidi kakšno drevo. Za hišo je travnik. Skozi krošnje bresi in borovcev, nad hišicami za ptice in osjim gnezdom pa se odpre pogled na gore oziroma Triglav. Medtem, ko so lastniki zemljišč v bližini ob nakupu večinoma počistili teren, ki je bil nekoč poraščen z borovci in brezami, hiša v objemu brez spominja na rob gozda, kot je bil nekoč. Tako dom lastnikov, ljubiteljev narave, zaznamuje razvejana breza na južni strani, ki je skoraj v celoti ohranjena, tako da streha objema njeno deblo. Vsa drevesa na lokaciji so ohranjena. Veje, ki so zaradi gradnje objekta morali odstraniti, so nato uporabili za ograjo na balkonu in stopnišču. Gašper, tukaj imamo primer hiše, kjer je okolica zelo močno narekovala vse skupaj. Tale gaj, brez in borov, vse skupaj ste želeli ujeti tudi v poglede in v hišo samo. Hiša se nahaja v novem naselju. Tale hiša konkretno je bila v bistvu ena prvih tukaj. In ko smo prvič prišli na lokacijo, je bilo tu pol metra snega. Tako da nismo točno sploh vedeli, kje je parcela. Ko smo pa prišli do te breze, smo si vsi rekli, da bi bila vsaj tukaj. Pa potem takoj naslednja misel, glede na to, da je pač na parceli točno določeno, kje hiša mora stati, ne. Takoj naslednja misel je bila, samo da ne bo tako, da bomo mogli podreti brezo. No, pa se je izšlo v bistvu na najboljši možen način. Tako da je breza na parceli, hiša je lahko zraven, pa še objemata se. Povejte mi kaj o načrtovanju. Kako je bilo predvideti, da vsa ta drevesa ostanejo in da potem se hiša nekako ukomponira, da skozi luknje v hiši drevesa nemoteno rastejo naprej? V bistvu najprej je bil potreben res natančen geodetski posnetek, potem pa v bistvu se upoštevajo te stvari in veliko je bilo tudi sreče, da glih tako fajn stoji ta breza. Ampak tak primer, da želiš na vsak način ohraniti drevesa in da potem površine hiše prilagajaš drevesom oziroma celo vejam, je verjetno malo osupnilo kakšnega izvajalca, je kdo kaj negodoval? Na gradbišču smo bili skoraj vsak dan, ko se je gradilo. Najprej bi pomislil, da bo veliko slabe volje, ampak v bistvu je bilo ravno obratno, smo se veliko nasmejali na ta račun. Lepa beseda, lepo mesto najde. Hiša na prvi pogled ne deluje ne vem kako pretenciozno, ne? Očitno njen prvi namen ni izstopati. Ne, tukaj je bil bolj namen se pokloniti naravi. Je že sama od sebe toliko lepa, da ne potrebujemo neke kričeče hiše. Ampak brez neke res želje po sonaravnem bivanju tukaj ne gre, ne? Ker da imaš toliko nekih preluknjenih strešin, površin, po drugi strani drevesa tudi malce nasmetijo, kar pomeni, da imamo primer zaljubljencev v naravo. Naročnika sta imela v bistvu to eno in edino vodilo za mene, narava, narava, narava. Tako da, ko imaš tako močno temo, je pa zelo lahko naprej ustvarjati. To vodilo se pozna tudi pri veliko steklenih površinah, kjer ste želeli ohraniti stik za okolico na eno in na drugo stran, ne?
Ja, v bistvu smo fejst gledali na to, da se iz vsakega najmanjšega okna vidi kako drevo, v ozadju so pa v bistvu gore na vse strani. Pritličje in mansarda, ki merita po 80 kvadratnih metrov, sta bila enostavno zamišljena, zato je bila izbira materialov, lesa in opeke logična, pove arhitekt. V središču hiše je opečni blok, ki se vzpenja skozi obe etaži in v vsakem prostoru v hiši ponudi tisto, kar potrebuje. V dnevni sobi v sebi skriva lončeno peč in ogrevano nišo, medtem ko ima knjižnica vgrajeno knjižno omaro, skozi katero se lahko dostopa v skrito shrambo. Z druge strani vodijo stopnice v mansardo. Ograja stopnic je narejena iz brezovih vej, ki so bile pred 4 leti med gradnjo hiše odstranjene. Veliko platno na podestu skriva drugo shrambo in prav posebno zgodbo. Slika, na kateri se v ritmu črtic ponovi 6. Beethovenova simfonija, svojevrstna oda naravi, je arhitekt hiše pripravil kot darilo lastnikoma hiše, ki sta mu še kot študentu arhitekture zaupala in prepustila projektiranje hiše. Jaz sem začel načrtovati konec 3. letnika fakultete. Se moram še enkrat zahvaliti naročnikom, da sta bila tako pogumna, da sta mi zaupala. Najbrž si tudi sam ne bi zaupal še takrat. Šarmantna hiša s svojo nevsiljivo prikupnostjo stanovalcem nudi vse udobje sodobnega življenja. Lastnika, par v srednjih letih, sta pri notranjem oblikovanju sledila motu manj je več. Za vsakim kosom pohištva je skrbno premišljena odločitev. Edina spalnica v hiši, zelo minimalistična, saj je v njej le postelja, je umeščena v mansardi. Spalnica je očitno namenjena zgolj samo spanju. Ja, res je, elektrika je res na minimumu, se pravi samo ena luč. Želela sta tudi po celotni hiši čim manj elektrike. Kakšna pa je zgodba steklenih površin v spalnici? V spalnici so malo višja okna, se pravi, oziroma parapeti so malo višji, zato da se ne vidi noter, ona dva pa vseeno vidita gore ven. Je pa en okno tudi malo nižje, da se vidi bor, ki raste skozi nadstrešnico, takoj ko vstopite v spalnico. Kakšen življenjski slog sicer živita lastnika? Narava, se pravi, tudi pri sami gradnji sta bila zelo vpletena, vsak detajl, vsak material ju je zanimal, ali je to najbolj naravna varianta ali ne. Glede na to, da tudi veliko časa doma preživita, eden od naročnikov tudi dela od doma, jima je bilo seveda to zelo pomembno. Pisarno imata v pritličju z lepim pogledom na vrt. Pa tudi sicer je sama zasnova hiša zelo enostavna. V bistvu gre za neko prvinsko obliko bivanja, se pravi ogenj na sredini pa nek plašč za hrbtom, ki te ščiti. To je v bistvu vse. No in očitno tistale niša tam pri peči, ki je ves čas topla, ki je ves čas ogrevana, nekako kar sili človeka k temu, da postane dejansko zapečkar. Ja, kot sem že prej tudi omenil, velikokrat rečeta, da je najlepš doma. Vreme nas čedalje bolj kliče na prosto, zato vam v nadaljevanju razkrijemo ideje in trende pri opremi zunanjih prostorov z vrtnim pohištvom in prenovljeno stanovanje v skoraj 500 let stari stavbi pod Ljubljanskim gradom. Topli sončni dnevi že vabijo, da čim več prostega časa preživimo zunaj. Naj si bo to v naravi, na vrtu, terasi ali balkonu. Zunaj je vse drugače. Kar pride zunanjega žara, vedno drugače tekne. Ob vrtnem ognju so pogovori daljši, bolj sproščeni in pod milim nebom ima spomin na naporen dan v službi kratko sapo. In ker ne želimo, da nas dolge poletne noči ujamejo nepripravljene, bodo naslednje ideje o opremi naših zunanjih kotičkov sreče kot nalašč. Ali obstaja kaj lepšega od počitka na balkonu ali vrtu? Če iščete novo pohištvo, ste gotovo v dilemi, katero je primerno za vaš balkon oziroma vrt. Kateri materiali so najbolj praktični?
Odgovore na ta in podobna vprašanja smo pripravili s sogovorniki iz prodajnega centra s pohištvom in dodatki za dom Lesnina na Brdu. Katja, pri vrtnem pohištvu je res ogromno ene izbire. Kako naj človek sploh začne? Prvo moramo upoštevati velikost terase, balkona oziroma vrta. Potem tudi izbira materiala je odvisna od vašega ambienta oziroma stila, kakšnega imate. Če je terasa pokrita, delno pokrita oziroma nepokrita. In potem od funkcionalnosti vrtnega pohištva. Se pravi, če imate kakšno družbo s prijatelji, ali imate jutranjo kavico, ali imate kakšna družinska kosila. Trendi vrtnega pohištva so bivanje in druženje na prostem. Kateri so zdaj tukaj najbolj aktualni pa praktični materiali? Na voljo so ratan, les in različne kovine. In zdaj, kako je z vzdrževanjem tega? Kaj prinese določen material, koliko dela bo imel s čim? Zdaj pri lesu nimate kaj dosti za vzdrževanje, se pravi je enostavno. Če ga imate izpostavljenega na soncu, ga je treba vse na toliko časa naoljiti oziroma ga pobrusiti po potrebi. Ratan je tudi ni občutljiv na različne vremenske spremembe, je enostaven za čiščenje. Se pravi, aluminij je izjemno lahek, modernega videza, je odporen proti rjavenju, zaradi tega ima tudi dolgo življenjsko dobo. Potem nerjaveče jeklo je elegantnega videza, tudi je ne rjavi in je enostavno tudi za vzdrževanje. Potem imamo pa kovano železo. Pa je večinoma pohištvo, ki je romantičnega videza. Praviloma ne rjavi, ampak vse na toliko časa ga je potrebno premazati z zaščitnim lakom oziroma z sredstvom proti rjavenju. Kaj pa vremenski vplivi? Koliko lahko tako pohištvo pustimo na prostem? Se pravi, po zimi nakladalne in zložljivi stoli oziroma mize zavzamejo manj prostora. Lepo je, da jih shranimo v suhe prostore. Se na ta način preprečimo propadanje. Pred shranitvijo pa poskrbimo, da pohištvo očistimo in da je suho. Kaj pa v nekih poletnih mesecih, če slučajno nas dež ujame in zmoči blazine pohištvo? Se pravi, če se to dogaja kakšen enkrat, dvakrat, ni problema, se pravi, moramo osušiti. Drugače je pa lepo, da imamo zaboj in blazine shranimo tja. Za ljubitelje druženja na vrtu in dobre hrane je vrtni žar obvezna sestavina vrta. Na njem lahko pripravljamo okusno hrano, pečeno na odprtem ognju ali nad lesnim ogljem. Tako pripravljena hrana ima drugačen okus, kot smo ga sicer vajeni. Sam postopek priprave pa spodbuja k druženju. Vlado, zdaj smo pa pri moški temi, pri žaru. Kaj svetujete, kakšnega si kupiti, ko je pa izbira tako velika? Vse bolj so priljubljeni keramični žari. Njihova oblika izhaja iz 1000 let stare japonske tradicije peke. Lupina je keramična, znotraj so pa obdane s šamotno glino. To je pa podobno kot pri krušnih pečeh naših babic. Kaj je zdaj glavna specifika takega žara? Razen to, da je res težek. Ja, ravno zaradi tega tudi dobro zdrži vlago in temperaturo, kar pomeni, da tudi v bistvu so primerni za daljše peke, za dimljenje mesa, primerni so za zelo visoke, srednje in nizke temperature. Torej, keramični žari za tiste, ki so morda malo bolj že mojstri, oziroma za tiste, ki so si pripravljeni vzeti nekaj več časa za peko. Potem imamo pa še klasiko, ne? En tak klasičen žar na oglje. Prednost tega je, da dosežemo aromatičnost mesa zaradi izgorevanja lesa briketov ali oglja, s tem, da pri lesu les gori zelo nekonsistentno in ga je potrebno dodajati, daje pa izvrsten okus. No in zdaj sva še pri plinskem žaru. Kdaj se pa za tega odločiti? Prednost plinskih žarov je, da so zelo enostavni za uporabo. Prižgemo ga preprosto s pritiskom na gumb. V 10 minutah pridemo do željene temperature. Tudi menjavanje temperature je zelo enostavno. Primerni so tudi za daljše peke, tudi za dimljenje. Če damo meso na stran, lepo potem kroži tudi toplota. Za okus dodamo lahko še kakšne posodice za dimljenje, da potem dobi meso okus po žaru in le redki bodo opazili razliko v aromi. Slovenci zelo radi svoj prosti čas preživimo na dvoriščih, terasah, balkonih in vrtovih. Pri njihovi ureditvi pa po opažanju strokovnjakov najraje posegamo po sodobnih, enostavnih in elegantnih stilih.
Najbolj so priljubljeni naravni barvni odtenki, ki se lahkotno vključijo v sleherno vrtno okolje ter dajejo zunanji opremi eleganten videz. Poleg kremnih in zemeljskih prevladujejo sivi odtenki na čelu z antracitno barvo. Dodatke živahnih barv, kot so svetlo rumena, močno modra, rožnata, turkizna, uporabimo predvsem pri sedežnih blazinah, senčnikih in zunanjih preprogah. Dovoljene pa so pravzaprav vse barve, ki skupaj z izbranim dizajnom novega ali zgolj v nove tkanine preoblečenega starega vrtnega pohištva tudi preprosto opremljen vrt ali teraso povzdignejo v čudovito zunanje zatočišče. Kakšni so pa zdaj kaj trendi glede vrtnega pohištva? Se pravi, kakšne lounge garniture aluminijskega ogrodja in potem tudi modularne garniture, se pravi, da se lahko sestavljajo. Katja, mogoče še kakšen trik, kakšen nasvet, kako si čim bolj polepšati zunanji ambient? Ja, lahko se poigramo s kakšnimi svetili, se pravi z kakšnimi solarnimi, potem z visečimi mrežami, visečimi gugalniki in tudi z kakšnimi senčniki. A so tudi kakšni trendi glede barv? Ni prav specifično, čisto odvisno od vašega ambienta in stila. Zdaj recimo pri tejle hiši se potem kombinira kakšna turkizna barva oziroma kakšna lounge garnitura. Super pa je, da so res na voljo vsi barvni odtenki, tako rekoč, kar si zaželite. Vas zanima še več o ureditvi zunanjih ambientov? Za vas smo pripravili stroškovnik opreme vsakega izmed tematsko ločenih kotičkov. Ogledate si ga lahko na spletni strani www.tvambienti.si. Si predstavljate, da bi živeli v skoraj pol tisočletja stari hiši v najožjem središču mesta tik pod gradom? Stvar okusa in življenjskega sloga, ampak ni jih malo takih, ki jih mika mestni vrvež ter živahen utrip le nekaj korakov stran. A ko so novi lastniki našli tako lokacijo, je bilo treba vse prostore najprej temeljito prenoviti. Novi lastnik stanovanja v stari hiši je najel mlado ekipo arhitektov, združenih v studio Idealist. Po temeljitem pregledu kupljenih prostorov so ugotovili, da bo treba vložiti precej napora, če želijo urediti stanovanje primerno za 21. stoletje. Ena ključnih težav je bila vlaga, saj se hiša naslanja na grajski hrib, ki zadržuje vlago. In v bistvu ob nevihtah, poletnih nevihtah, glih takrat so potekala dela, se je zgodil nek vdor vode in tako smo vedeli, da grozi tudi neposreden vdor vode lahko iz hriba, kar smo potem sanirali, uredili z novimi odtoki, z meteorne vode. Hiša stoji na Mestnem trgu v Ljubljani. Stanovanje v pritličju meri vsega skupaj le 38 kvadratnih metrov, vendar so arhitekti v to skromno kvadraturo umestili vse, kar je potrebno za bivanje dveh oseb. Jaz, ko sem gledal načrt, se mi je zdelo, kot da je tako ena taka, recimo, zelo poenostavljena črka S. Mi da so v spodnjem zavoju, recimo, tega S-a, se pravi, v to stanovanje se kar vstopi iz dvorišča tega dela stare Ljubljane. Vstop v prvi bivalni del je direkten iz dvorišča, ker pa je to tudi edini izvor svetlobe, mi nismo želeli pregrajevati, ustvarjati nove predsobe, vendar smo to ločili z nivoji, tako da vseeno je ta neka fizična prepreka, ki ti obiskovalcu da vedeti, da to je nek predprostor, naprej pa je bivalni prostor. Potem črka S zavije proti, v zgornjem delu je spalnica, sredinski deli pa so uporabljeni, kjer je tudi najmanj svetlobe, pa so uporabljeni za servisne prostore, kjer se uporabnik prostora ne zadržuje dolgo. Prva posebnost je pravzaprav že v teh toaletnih prostorih, ta živa skala. Ja, tako je. Je bilo to tako, kot je bilo, ko ste prišli prvič sem? Ja, ta skala, to je v bistvu skala, na kateri, kot sem že prej omenila, hiša stoji. V ostalih delih smo se odločili, da jo zapremo, ker pač ni funkcionalno. V tem delu, kjer pa je kopalnica, kjer se vlaga že tako in tako nahaja in so direktni odvodi vode že vzpostavljeni, pa smo se odločili, da to skalo samo očistimo in jo izpostavimo spet kot nek arhitekturni element, ki v bistvu priča o zgodovini oziroma o nastanku sploh te hiše, tako da daje pristen občutek. Kakšno stanje je bilo stanovanje, ko ste začeli z obnovo? Je bilo sploh naseljeno? Stanovanje je pred tem bilo 3 leta
cirka 3 leta prazno. In v bistvu, ko smo stopili sem noter, so bile stene praktično črne od plesni. Predtem pa so v bistvu tukaj upravljala dejavnost šiviljstva z neko manjšo prodajalno. Predtem je tudi nekdo živel tukaj noter, tako da, ampak si ne predstavljam čist kako je v resnici to delovalo, zaradi tega, ker je bilo toliko pomanjkljivosti, ki jih je bilo treba rešiti. Omenili smo, da je bila obnova zaradi starosti in zanemarjenosti objekta precej zahtevna. Je lastnik te stavbe, ima že dolgoletno izkušnjo v gradbeništvu, tudi zaradi tega konec koncev si je on upal v ta prostor sploh hit, ker je bil samozavesten glede tega, da se ga da rešiti. Je pa lastnik, ker pač zaradi predhodnega znanja vse rešitve tudi sam testiral, zaradi tega je sama obnova tega prostora trajala dlje. Kako ste bili finančno omejeni? Ja, finančni vložek začeten je bil zelo nizek. Zaradi tega smo mi mogli pri opremi paziti, da smo lahko budžet skrčili in iz tega pridejo razne rešitve, kot so recimo shranjevalne omare v garderobi. So vse stare omare od lastnika, od prej že, in so se zamenjale samo fronte. Kuhinja je razstavni eksponat, ki smo mi potem kose samo malo premetali, da funkcionirajo za konkreten primer. Med detajli, ki jih nismo spregledali, so ljubki ročaji predalov in vrata omar, izdelani iz usnjenih trakov. Ves čas omenjate pravzaprav svetlobo, in nekako si kar predstavljam, tukaj ni bilo možnosti prav veliko imeti odprtih oken in na ta način dnevno svetlobo loviti. Se pravi, ste verjetno se za belo barvo odločili prav zato, da prostor ostaja svetlo? Ja, tako je. Bela barva je ta, ki odbija svetlobo, ki prostor naredi bolj zračen in svetlo. Torej, to je tema celotnega stanovanja. Arhitektka Urša Kres dobro pozna lastnike tega prenovljenega stanovanja pod Ljubljanskim gradom, torej ve iz prve roke, kako novi dom ustreza stanovalcem. Dobro stanovanje funkcionira za aktivne ljudi, ki so dopoldne v službi, popoldne doma. Omogoča v bistvu vse, ima dovolj shranjevalnih površin, spalnica je lahko ločena, tako da je lahko nekdo spi ali pa ima mir, medtem ko drug je v tem prostoru. Kuhinja s svojim premičnim pultom v primerih, če se gosti več ljudi, ponuja dodatno površino za odlaganje. Kopalnica konec koncev ima pralno-sušilni stroj, torej vse potrebe res zagotavlja to stanovanje. Nekemu paru pa verjetno bo tudi še funkcioniralo v primeru kakšnega novega člana v začetku, recimo. In to moramo reči na 38 kvadratnih metrih neto površine. Ja, nekaj takšnega, ja. Upam, da so vam tudi tokratni ambienti odprli oči, ogreli srce in da vas morebitne želje po čem novem vznemirjajo ravno prav. Za več dobrih idej nas pridite obiskat še na www.tvambienti.si, kjer imate tudi možnost, da se s 360-stopinskim pogledom sprehodite po predstavljenih objektih. Lep pozdrav in se vidimo prihodnji teden, ko vam pokažemo vrt v Vipavski dolini, ki prekipeva od cvetja in baru, ter sodoben počitniški objekt v 400 let starem hlevu.